Drage bralke, dragi bralci, pozdravljeni na današnjem literarnem večeru, ki ga pripravljamo ob začetku nove sezone projekta Posavci beremo skupaj. To je že 8. sezona bralnega projekta, ki ga v sodelovanju pripravljamo 3 posavske knjižnice. Valvazorjeva knjižnica Krško, knjižnica Sevnica in knjižnica Brežice. Z 8. letos izražamo tako zaporedno število sezon izvajanja projekta, kot tudi število mesecev bralnega povezovanja. Neskončnost, navadno označena z vodoravno 8, pa označuje neomejenost ter brezmejnost. In prav takšne bralne svetove vam, ljubiteljice in ljubitelji knjig, želimo tudi mi, posavski knjižničarji. Na priporočilni seznam smo uvrstili 40 avtorjev 20 narodnosti, 30 prosnih del, 5 esejev in prav toliko pesniških zbirk. Prebirati jih lahko papirno, posamezne med njimi tudi brezpapirno, kot elektronske knjige na spletnem portalu Biblos. Želimo si, da se boste v prebiranju priporočenega nasmejali, morda potočili solzo, kriknili od navdušenja, se v posameznih delih in vrsticah večkrat oziroma dalj časa zadržali. Ob tem pa se odgovarjali na vprašanja in si zastavljali nova. Vse to tudi o prebiranju romana Spominčice, o katerem boste danes pregovorili sodelavka Mateja Kus in osrednja gostja večera Sonja Dovžan. Pozdravljeni. Večer bomo obarvali s pogovorom o Makedoniji, tamkajšnjem življenju in literarnem ustvarjanju, o slovenščini in makedonščini ter zvenem jezika nasploh. K temu pa pridali spomine in gotovo še kaj. Izvolite. Hvala. Pozdravljam vidim vsem strani, posebej še naši osrednji gosti večera. Sonja, dobrodošli ste pri nas v Brežicah. Hvala, da ste me povabili. V bistvu vam zelo lepo spomine na lansko leto, ko sem bila pri vas na obisku s svojimi učenci iz Skopja, tako da sem res vesela, da sem spet tukaj. Kdaj pravzaprav pa vas je Makedonija poklicala, povabila k sebi? Če vam povem, kdaj, potem moram povedati, koliko sem stara. Mislim, da je že več kot 30 let. Ja, v enem drugem življenju. Ko še nisem bila niti učiteljica, niti prevajalka, sem se z Makedonijo popolnoma po naključju spoznala in očarala me je, privezala in se nekako nisem mogla rešiti, dokler se nisem odločila, da popustim in se preselim tja. Kakšne pa so vaše osebne anekdote v povezavi z makedonsko prestolnico, torej izzivi življenja v tem mestu? Ko se preseliš, na primer iz Slovenije v Makedonijo, je najprej velikanski šok, ker več kot polovica Makedoncev živi v Skopju. In zato tudi lahko rečeš, da je Skopje Makedonija, ker vsi si želijo biti v glavnem mestu, tako da je Skopje milijonsko mesto, dolgo 30 kilometrov. Če hočeš priti z enega konca na drugega, v prometni konici potrebuješ 2 uri. Ravno predvčerajšnjim sem ga že spet šokirana. Kako je mogoče, da je 20 metrov od bulvarja s 4 voznimi pasovi, labirint uličic, kjer se lahko zgubiš in na 1 kvadratnem kilometru se lahko zgubiš, da ne moreš ven. Torej, Skopje je mesto nasproti. Zdaj pa sploh, ker ne vem, ali veste,
zadnjih 8 let se je makedonska vlada trudila, da bi Skopje postalo podobno zahodnoevropskim prestolnicam in zato so postavili nekakšne kulise, jaz rečem temu. Torej, zgradili so v centru kup stavb, ki izgledajo, kot da si na Dunaju, ali pa v Bruslu, ali pa v Münchnu. In potem, ko pridejo ljudje z zahoda, reče, koliko je tukaj lepo. Te kulise pa skrivajo v bistvu resnično Skopje, tisto turško. Turki so bili 500 leti gospodarji v Skopju, tako kot na Balkanu. Tako da, če greš za kuliso, še ne vidiš pravo Skopje. V Makedoniji je trenutno trend izseljevanja. Vsi, ki kaj veljajo, so odšli. Tako da tisti, ki ostajajo, so ali optimisti, ki upajo, da se bo karkoli spremenilo samo od sebe, ampak samo od sebe se ne more nič spremeniti, ali pa so ljudje, ki jim je čisto vseeno na Skopje in ki Makedonija sploh nimajo za svojo domovino. V povezavi s tem morda še rek, makedonski pregovor, če se delaš, da si ovca, pričakuj, da te bodo strigli. Kako bi se to slišalo, se sliši v makedonščini? Ko da si ovca, treba da očekuješ, da te strižete. No in tudi tema letošnje sezone branjega krožka za odrasle, ki poteka v naši knjižnici, je potovanja po Balkanu. Spoznavamo balkanske države, njihove ustvarjalce in književnosti. O makedonski književnosti smo se pogovarjali novembra in takrat smo sklenili, da se starejši ustvarjalci vračajo v preteklost in v ospredje postavljajo nacionalno identiteto. Mladi ustvarjalci pa pišejo precej drugače, tako da želijo bralca presenetiti, na nekaterih mestih celo šokirati. Kakšna pa je pravzaprav makedonska literarna produkcija? Zanima me predvsem, ali književnost že nadrašča te lokalne tematskosti, če tako rečemo. Ja, to moram poudariti, da se vse več, predvsem mlajših ustvarjalcev odloča za, da rečem, svetovne teme. Recimo, po moje, pa tudi po mnenju večine literarnih kritikov, trenutno najboljši makedonski pisatelj Goce Smiljevski, se ukvarja izključno s svetovnimi temami. Torej, pisal je o sestri Sigmunda Freuda, pisal je o ljubezni Eloizejana Belarja, pisal je o Spinozi, torej on se sploh ne ukvarja z makedonskimi temami, pa kot vidite gre tudi zelo nazaj v preteklost. Druga posebnost trenutne makedonske književne produkcije pa je, da se postmodernizem nikakor ne more končati. Ves čas ga poskušajo končati, ampak nikakor ne gre. Nekje so obtičali in vsi ustvarjalci se nekako zapletejo v te zamke postmodernizma in že spet pišejo postmodernistično. Pa v povezavi s tem omenite tudi, da ima izreden pomen internetno povezovanje, torej ta izmenjava mnenj in pogled v druge kulture. In tu navajate, da bi si želeli, da bi več prevajali mladi avtorji. Ja, vsekakor, ker starejši avtorji so pravzaprav prevedeni in mislim, da za sedanje generacije nekako niso zanimivi, ker oni pišejo o makedonski identiteti in jaz vedno, ko berem, že premišljujem, kakšen bi bil odziv slovenskih bralcev. In se mi zdi, da je to preveč lokalna tema in da jih ne bi zanimalo. Medtem ko te mlajši avtorji, sem že rekla,
pišejo o sodobnih temah, pišejo o svetovnih temah in zato mislim, da bi bilo super, če bi lahko malo več prevajali. Prevajalci literarnih del niso oziroma niste deležni pretirane pozornosti javnosti, pa vendar bi brez vas dela lahko prebirali le v izvirnikih. Vas lahko označimo kot kakovostno prevajalko in prevajalko, za katero je značilno dvosmerno prevajanje književnih, znanstvenih in strokovnih besedil iz makedonskega, srbskega, hrvaškega, bolgarskega in angleškega jezika v slovenščino oziroma tudi obratno. Vaš prevajalski podpis nosijo dela sestra Sigmunda Freuda, Eloiza Vrnitev besed, Popek sveta, Strdek, Spominčice, Alamut, Spremenime, Sled zmajeve tace in tudi prepesni izbor poezije Tomaža Šalamona. Lahko povzamemo, da gre pri prevajanju za zrcaljenje vlastnega jezika prek drugega, torej prek jezika avtorja, in zanima me še, koliko svoje ustvarjalnosti pravzaprav lahko upletete, namestite. Ja, tukaj moram priznati, da sem res zelo vesela, da ste si izbrali roman Spominčice, ker ravno v tem romanu sem morala res uporabiti vse svoje prevajalske veščine in moram priznati, da sem zelo ponosna. Lahko, torej, rada bi omenila, da je naslov v izvirniku Nišan. Nišan ima v makedonščini 4 pomene. In sicer Nišan kot merek na puški, Nišan kot nagrobni spomenik pri muslimanih, potem sta pa še dva pomena, ki se razlikujeta samo za nianso. Gre za znak. Lahko daš nekomu znak, naprimer pomežikneš, to je dal sem ti Nišan, lahko pa je to znak, naprimer kot nekaj na koži, tetovaža, lahko tudi materino znamenje. In zdaj, kako to prevesti? Jaz, ko sem knjigo prebrala, sem vedela, da jo bom prevedla, čutila. Čeprav takrat nisem poznala niti urednika v Cankarjevi založbi, niti nisem delala s Cankarjevo založbo, vendar sem čutila, da bom to knjigo prevedla. In kako bom prevedla naslov, kaj bom naredila z naslovom? In potrebovala sem kar 5-6 let, da so me najprej izbrali za prevajalko te knjige, potem pa, da pridem do tega, da bo naslov Spominčice. Zakaj Spominčice? Ker sem vprašala avtorja, hvala Bogu, avtor je živ. Jaz se trudim, da bi čim več prevajala žive avtorje, ker jih lahko vprašaš. In sem rekla, ok, povej mi, torej, beseda Nišan ima 4 pomene v makedonščini. Povej mi, kateri od teh pomenov se ti zdi najpomembnejši. In rekel je, kako je spomin. Druga stvar, v tej knjigi sploh ni spominčic, v njegovi. V njegovi knjigi so trompetice. In sem rekla, ok, a se ti zdi pomembno, da ostanejo trompetice? Ne. Lahko spremeniš karkoli. In tukaj je potem takoj ideja, spominčice. Pa večkrat ste že omenili avtorja, torej še živeči avtor, na kakšen način je sodeloval, je bil vpet v ta prevod romana? Včasih je bil zelo koristen, včasih je bil pa popolnoma nekoristen, ker sem ga vprašala, ok, a mi lahko prosim poveš, iz katere knjige si vzel ta citat? Ja, veš kaj, to je pa stvar bralca. Bralec mora samo ugotoviti, odkot je citat. Ej, jaz nisem bralec, jaz sem prevajalec. Ne, to moraš ti samo ugotoviti. Tako da jaz sem imela doma pol knjižnice, litijske, vsa dela, vsa dela, ki se omenjajo v knjigi, Ana Karenina, Madame Bovary, in potem, kaj še bilo, prosim? Jonathan Livingston Galeb,
Ja, seveda moj najbolj, ja, saj jaz sem jih že malo pozabila, ker sem vmes še druge stvari prevedla, ampak tole, takšen nekupček je bil in potem sem samo listala. In seveda jasno, Paul Marqueza. Hvala Bogu, 100 let samote ne maram in na srečo, čeprav je to avtorjeva najljubša knjiga, na srečo ni nobenega citata iz 100 let samote. No, roman Spominčice o izvirni Konjišan je izšel leta 2007, prevod v slovenščino smo dobili leta 2016. Gre za nagrajeni roman in sicer je dobil nagrado Društva makedonskih pisateljev za najboljšo prozno knjigo, nagrado roman leta dnevnika Jutranji dnevnik in pa nagrado mesta Skopje 13. november. Morda beseda dve o teh nagradah? Ja, to so vse tri najvišje nagrade v Makedoniji, torej nagrada Utrinski vestnik Jutranji dnevnik je najbolj vpliven makedonski dnevnik in oni imajo tradicijo, da vsako leto podelijo to nagrado za najboljši roman. Jasno, nagrada Društva makedonskih pisateljev se ve. In nagrada mesta Skopje, že spet to nagrado dobivajo res najvidnejši umetniki z najboljšimi deli. Torej, roman smo uvrstili na priporočilni branje seznam našega projekta Posavci beremo skupaj. Veliko je bilo povedanega o njem, s katerimi besedami pa bi ga vi pospremili, zapisali v ta naš nabor. Jaz sem napisala to, kar je na platnicah. Torej, to je roman v Makedoniji, o nasprotjih, nacionalnih nasprotjih v Makedoniji. In roman pripoveduje o tem, kako nesmiselna so ta nasprotja. In mogoče, če bi radi bolje spoznali Makedonijo, morate prebrati roman. Sonja, s temi branjimi priporočili se moje vprašanje o uradnem delu današnjega druženja zaključujejo. Zahvaljujem se vam za odziv, za pripravljenost sodelovanja. Gospa Sonja nam je pomagala tako pri pripravi branj pogovornih druženj kot pri drugih sodelovanjih. Vas pa vabim, da jih zastavite še kakšno vprašanje, morda v povezavi z omenjenim predstavljenim romanom, morda v povezavi z Makedonijo, makedonsko književnostjo. Vas vabim tudi k manjši pogostitvi in pa seveda k klepetu in pa druženju.